Pozdravljene, drage besedne radovedke in drugi. Dobrodošli. Ste že slišali za nekoga, ki je ubog in bogat hkrati? Ste že slišali za ubogataša? Nedavno razkriti Pandorini dokumenti so razkrinkali celo množico. Ubogataši so bogataši, ki so svoje milijone spravili daleč stran od doma v prekomorske davčne oaze, da bi jih obvarovali pred domačo davkarijo oziroma pred državo, v kateri živijo in ki jo neredko celo vodijo. Obstaja več vrst ubogatašev, a vsem je skupen izrazit talent za hitro akumulacijo večjih vsot denarja in tej nadarjenosti rečemo nadenarjenost. In zakaj bi bili ti nadenarjeni bogataši ubogi? Oni nikakor niso revni. Njihova ubogost izhaja predvsem iz velikih nasprotij med tem, koliko zares imajo in koliko premoženja uradno prikazujejo. Marsikateri ubogataš se v svojem domačem okolju mora predstavljati kot pravi revež. Za seboj ima osebni stečaj, njegovi računi so blokirani, ženo, s katero živi, je uradno ločen. Tudi podjetja, ki jih še obvladuje, niso iz marmorja, temveč slamnata. Ne zasedajo uglednih poslovnih stavb, temveč obskurne poštne nabiralnike. Tisti ubogataši višjega sloja, ki niso bogati samo na skrivaj, temveč tudi uradno, pa ves čas živijo v strahu pred kakšno vztrajno novinarko, ki neutrudno brska po sledeh njihovega premoženja in pogosto tudi odkrije marsikateri pozabljeni milijon neplačanega davka. In potem ti uspešneži, namesto da bi uživali v svojih bazenih, pred ogledalom vadijo zagovor pred ogorčeno javnostjo in davčnimi inšpektorji. Navadni smrtniki znamo hitro obsojati ubogataše, češ zakaj pa ne plačujejo davkov? A to smo mi, ki plačujemo morda 100 ali 150 evrov dohodnine na mesec, kar je približno znesek, ki bi ga hitro lahko zapravili za kosilo v malce boljši restavraciji. Pri ubogataših pa mesečna odmera dohodnine, če bi jo slučajno plačevali, lahko hitro skoči do vsot, s katerimi lahko poleg omenjenega kosila kupijo še celo restauracijo zraven. Večja kot je pa vsota na računu, težje se od nje človek ločuje. Sploh, če je nadenarjen. Potrebna sta samo še spretna računovodkinja in posvet z malce bolj drznim pravnikom in naš bogataš hitro odkrije vse finančne čare tropskih otokov ter postane ubogataš. In to je bila beseda tedna. Lejte, ko boste vi imeli kanal, se bom jaz naročil. Zdaj pa se dejte vi na mojega. Je prav? No, evo, me veseli, da se strinjamo.